V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili literarni večer z Matejo Kišek-Volk. Doktorica Mateja Kišek-Volk je strokovnjakinja s področja gozdarstva. Svoje bogato znanje o drevesih združuje z izjemno strastjo do narave. Knjiga Drevesa Slovenije na poljuden, a strokoven način predstavlja raznolikost drevesnih vrst, ki bogatijo slovenske gozdove, parke in urbana okolja. V bistvu vam ne želim predstaviti svoje knjige, ampak vas želim popeljati na en tak sprehod mimo dreves, skozi gozd. Tudi če bi mi danes v resnici se čez en gozd sprehodili, dejansko ne bi morali videti toliko veliko stvari, kot pa bom danes s to predstavitvijo vam pokazala, ker so slovenski gozdovi tako zelo pestri, tako zelo raznoliki, da na enem majhnem prostoru vsega tega ne moremo videti. V Sloveniji, morda kdo ve, koliko avtohtonih drevesnih vrst imamo v Sloveniji? Ja, 71. Pa da vam mogoče za primerjavo povem, kako zelo malo je to v primerjavi z vsemi drevesnimi vrstami na svetu. Preko 100 000 različnih drevesnih vrst je na svetu, od tega smo jih prepoznali, poimenovali, jih spravili v neke okvire samo dobrih 60 000. Še bolj tista slaba, oziroma podatek z alarmom pa je ta, da je najmanj 300 takšnih drevesnih vrst, katere poznamo in za katere vemo, da bodo v prihodnjih letih zagotovo izumrle, ker je manj kot 50 osebkov ene iste vrste. To pomeni, da so drevesa, še posebej drevesa tropske vrste, tista v deževnih gozdovih, recimo med izjemno ogroženimi. Približno 22% vseh dreves, če bi šteli maso tehtali na svetu, je v zmernem podnebnem pasu, torej tukaj, kjer smo mi. Ves preostali del pa je velika večina v tropskih deževnih gozdovih, ki so pljuča našega planeta. Ampak kakorkoli je, v tej knjigi jaz nisem želela samo s takimi nekimi alarmantnimi dejstvi nekako pisati stvari, ampak sem želela predvsem drevesa predstaviti na en tak malo drugačen način, na zanimiv način. Drevesa so vsakosod okrog nas in skozi to knjigo sem želela prikazati, na kako različne načine dejansko vstopajo v naša življenja in kako pomembno so, čeprav si mogoče na prvi pogled nam zdi, mogoče se tu pa tam kdo oglasi, ko se v mestu, ki je kakšno drevo, ko nameravajo ga podreti, pa si ga ljudje še vedno želijo tam, sicer pa se nam zdijo drevesa čisto samoumevna, pa ni res. In mogoče samo za en tak uvod vam preberem kratek odlomek iz moje knjige, samo zato, da začutite, na kakšen način je zadeva zapisana. Kljub temu, da drevesa na videz mirujejo in je videti, kot da živijo neskončno dolgočasno življenje, resnica ne bi morala biti dlje od to. Drevesa so v resnici tako zelo živahna. Nenehno so v tekmi z drugimi vrstami, ki jih želijo izpodriniti ali uničiti, neprestano so v boju za svetlobo, za hranila in za prostor, kamor lahko poženejo svoje korenine. Ni pa vse le v tekmovanju. Drevesa tudi izvrstno sodelujejo med seboj, pa tudi z drugimi organizmi. To je eden izmed razlogov, zakaj so na našem modrem planetu tako zelo uspešna. Če nanje pogledamo z nekoliko priprtimi očmi in če jih opazujemo dovolj dolgo, lahko vidimo vso to neverjetno energijo in pestro življenje okrog njih in spoznamo lahko značaj posamezne drevesne vrste.